A ni Janša prav prevzel Desus od Pučnika in mogoče tudi Franceta Tomšiča, ki sta začela s tem? Ne. Janša je bil takrat relativno mlad, tista politika se je začela dogajati brez njega, on je bil potem heroiziran na tisti zgodbi tistih 4, ampak s tem še ni bil v politiki. Njega je potem so ga v politiko pripeljali, prvič zato, ker je ta podoba junaka koristila stranki, ampak je bil še zmeri samo plakat stranke. Problem je bil, ko se je začelo iskati, ko je prišlo tudi do konflikta med krščanskimi demokrati in SDS-om. Tisti konflikt ni bil majhen, takrat je potem je SNI celo izpadel v kasnejši fazi iz parlamenta in pol ga je prevzela Novakova. Takrat so pol začeli pa iskati za rešitev za SDS, ker je bil konflikt prehud. In takrat je bil žrtvovan Pučnik in pripeljan Janša. To je bil tisti znan kongres na Litostroju zaradi spomina nazaj na začetek SDS-a, na ustanavljanje. Jaz sem bil na tistem kongresu in takrat je bilo jasno, da to, kar lahko nastane in ostane pod Janšovo diktaturo, to ni več demokratična stranka. In če bo na oblasti, to tudi ne bo demokratična družba. To je bilo že v prvem hipu jasno. Njega to ne zanima. On ima svoje neke vizije, svoje zamire, svoj revanšizm, svoj pogled na vso stvar. Vede so njegove sanje, da bi postal persona evropske igre, da so neuresničljive, da lahko samo z marginalci igra ta rok. To je pač tako. In zato tukaj toliko bolj trdo igra. Jasno je, da brez vatikanske pomoči on takrat ne bi postal šef SDS-a. In tako so tudi zacelili rano na obeh straneh, tega konflikta med SDS in krščanskimi NSI-ja, kot se zdaj imenuje. Ja, to so težke igre slovenske politike.